Maša, s čim se trenutno ukvarjate? Seveda z robotiko, ampak z različnimi področji. Trenutno sodelujem na razstavi, seveda tudi z robotsko tematiko v galeriji Velenje. Potem bom imela predavanje nekako v okviru Ministrstva za dolgotrajno oskrbo, in sicer, ker smo imeli pred leti v domu upokojencev eksperiment z roboti in dementnimi oskrbovanci, pa tudi tako večkrat obiščemo dom upokojencev Franca Salamona, tako da bom tam predavala o teh naših izkušnjah z roboti v domu upokojencev. Potem so tehniški dnevi z roboti, pa tudi eno javno predavanje z demonstracijami z roboti, seveda, ki bo pa v Katapultu 18.11. To bo pa tudi brezplačno. Kaj boste predstavili v Katapultu? Ja, predvsem bomo predstavili preboje, najnovejše dosežke v humanoidni robotiki, kvadrupedni robotiki, to je pač roboti, ki so nekako na 4 nogah, ta naš robot. Mobi, pasja robotika, se pravi, bomo demonstrirali atletsko inteligenco, kako deluje, lahko boste tudi preizkusili v upravljanju robotov. Tam pa seveda tudi robotka Lili, pa tudi industrijska robotika in robotke, ki jih sami izdelujemo. Skratka, neka tako odprt dogodek, kjer bomo lahko razpravljali in se tudi preizkušali v robotiki. Prej ste omenili robote v domu starejših, kako lahko pomagajo? Že obstajajo roboti, ki pomagajo v domovih starejših? Ja, seveda. Mogoče, ko omenimo robot, nam vsem, tudi meni, prvo pade na pamet neka humanoidna oblika robota. Seveda takih še ne vidimo v domu upokojencev, vidimo pa razne druge naprave, robotske sisteme, ki seveda lajšajo marsikatero opravilo v domu upokojencev. Na primer, da lahko skrbovanca dvignejo iz postelje in ga prinesejo v kopalnico in potem spet nazaj na posteljo. To so tudi neki robotski pripomočki. Potem so tudi rehabilitacijski robotki, takšnega imajo tudi v domu upokojencev v Trbovljah. To so pa neke take robotske mačke, ki jih božamo, se pravi, jih aktiviramo z dotikom in nekako potem tudi spuščajo neke glasove, malce vibrirajo in nekako pomirjajo ljudi. V svetu, prav Japonci, imajo pa več takšnih rehabilitacijskih robotov. Tudi ti humanoidni roboti, tudi ta eksperiment, ki smo mi delali z robotko Lili, se pravi to malo humanoidno robotko, je tudi mogoče za pogovor. Zdaj za nekoga z demenco, ki mogoče rad pripoveduje zgodbe, rad tudi mogoče kakšno pripetljaje 100-krat pove, mogoče nam je to malo preveč, robot pa to res prenaša in se z njim lahko pogovarja, lahko sprašuje, v tem primeru ima res roboti klene živce. In jaz tukaj ne vidim nič slabega, pomembno je pač, da je oskrbovanec aktiven, kognitivno aktiven, lahko se pogovarja pač z robotom. Kaj pa humanoidni roboti v stanovanjih, v naših domovih? Ja, ravno te dni je podjetje X1, ameriško podjetje z začetki na Norveškem, se pravi ima evropske korenine, so dali ven, eni izmed prvih so dali v prodajo, se pravi lahko naročimo humanoidnega robota, dobimo ga pa potem nekje naslednje leto in ta, kakor obljubljajo, ta humanoidni robot lahko čisti stanovanje, opravlja osnovna gospodinjska opravila, na posnetkih kar dobro, lahko posesa, briše prah, zna upravljati s pralnim strojem, strojem za čiščenje posode, pomivalnim strojem, rože zaliva, lahko nam nese ven psa, vrata odpira, postreže, nekako tako, ko jih je napovedoval Isaac Asimov. Bi zaupala recimo belo perilo takšnemu robotu, da ga ne bo zapravil? To bi bila še najmanjša škoda, po mojem. Tukaj so mogoče več
pomislekov bi bilo mogoče, da mi dovolimo nekemu podjetju pogled v naše stanovanje, v našo privat življenje, ne, podatki, ne, ker robot seveda, ko gleda, snema. Tukaj, no, mogoče bi ga pustila vse prostore v spalnico, pa ne ravno, no, tako. Bi šla, zato ker me pač razvoj robotike zanima in bi me zanimalo predvsem mogoče tukaj sociološkega vidika, tehnološkega in seveda znanstvenega vidika, bi to poizkusila, ne. In res tukaj vsi mogoče res držim pesti za customer support tukaj. Kam bo šla ta robotika? Kako se razvija v zadnjih letih? V zadnjih letih se res pospešeno razvija humanoidna robotika. Prej je nekje obstala, no, največji dosežek mejnik je še vedno robot Asimo, ki smo ga tudi imeli možnost videti, mislim, da je bilo to 2013 ali 2014 v Trbovljah. To si lahko jemljemo res veliko čas, da je bil v Delavskem domu na odru festival Speculum Artium, se pravi hodil po stopnicah, gor dol, stregel kavo, izvajal akrobacije. In ta robot še vedno velja za mejnika v humanoidni robotiki. In od takrat naprej nekako niso bili neki hudi preboji v robotiki, ne, ampak zdaj zadnji 2 leti pa. Seveda je to mogoče s preboji umetne inteligence. Kdo je vodilni na teh področjih, omenili ste Američane? Ja, Američani, ampak zato, ker res vlagajo enormne količine denarja v to, ne. Zdaj pustimo, da so mogoče zaposleni iz celega sveta tam, no, ampak tam se pač kapital je tam, ne. Tu je Amerika in pa seveda Kitajska, ne. Tako da imajo kar malce tekme, mislim, da so tudi zato tako pohiteli tetle X1 z Amerike, ne, ker je pač kdo bo prvi, ne. Oni so prvi dali res uporabnega humanoidnega robota. Ki pa še ne vemo, kako deluje, ne? Posnetkov je kar precej, to je robot Nio, si lahko pogledate, zelo zanimivo. Jaz prvo, ko sem videla ta posnetek nekaj let nazaj, ne nekaj let, lansko leto, sem se, en zelo dober PR, ne. Potem pa, ko sem malo bolj raziskala, no, sem pa videla, da je to kar pravi robot in evo, letos so ga že launchali za nakup, ne. Tako da, ja, je kar za spremljati, no, res splet omogoča marsikaj in najbolj relevantni so seveda X1, Boston Dynamics, kar se tiče Kitajcev, pa Unitree. Maša, verjetno je že kar precej načrtov za prihodnje leto, kam pa vas vodijo poti? Kje je še naslednje leto? Poti me vodijo trenutno največ po Evropi, tako da tudi predavam o robotiki, večinoma v Linzu v Avstriji, potem naslednji mesec grem celo tudi v Nemčijo, v Köln, no, nekako največ po Evropi, no, da res predavam, izvajam delavnice, no, mogoče tudi na Katar, tam me tudi vabijo, da bi tam študentom predstavila robotiko, in sicer ta program, ki ga izvajamo, Do It Yourself robotika, no. Ta je zelo zanimiv, ne samo otrokom, ampak tudi študentom. Vem pa, kam vas vodi pot konec novembra. Kam, kar veliko je. Pod zemljo. Pod zemljo, ja, tudi tja, ja, tako da letos se res veselim, da mi je le uspelo nekako, da sem časovno tukaj, ja, da gremo s skupino na Jamatlon, tako da se res veselim. Hvala lepa, se vidimo na Jamatlonu prav gotovo in vse dobro še naprej. Hvala enako.